V marcu obeležujemo Mednarodni dan skrbi za sluh, tema, ki jo pravzaprav danes postavljamo v ospredje tudi na Radiu Robin. Dober dan, voščim Martina Arčon. Me slišite dobro ali morate volumen na radijskem sprejemniku pojačati? Ja, ni tako samoumevno, da se slišimo, predvsem ne, da se dobro slišimo. Predvsem zato ne, ker podatki kažejo, da bo leta 2030 na svetu že več kot 630 milijonov ljudi z okvaro sluha, nekateri med njimi bodo povsem gluhi. Je ta problem danes bolj prisoten kot nekoč? S tem bova začeli z gostjo, urednica spletne televizijske in oddaje Prisluhnimo tišini, magistrica Tina Grošelj. Najprej dober dan. Dober dan. Se pravi, je ta problem, če rečeva na začetku, bolj prisoten kot v preteklih letih? Kaj kažejo številke, kaj kažejo podatki? Torej, jaz lahko govorim o tem, kaj številke kažejo danes, glede na to, da živim v tem času in ustvarjam zdaj. Sicer pa verjetno so se z okvaro sluha soočali ljudje že v preteklosti, saj če pogledamo pri kakšnem ponudniku slušnih aparatov, imajo tam na voljo kar krasno zgodovino, ki so jo zabeležili na svojem področju. In se spomnimo, da tisti prvi slušni aparati so bili pravzaprav samo neka čisto enostaven pripomoček, ki so ga stari, ki so trpeli za okvaro sluha, dali v uho, da so, kot naj rečem, enostavno lovili zvok, ki se je vršil. Danes pa po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že vsak 10. prebivalec okvaro sluha. Skrb vzbujajoče je, da se število ljudi z okvaro sluha pravzaprav vsako leto povečuje. V Sloveniji živi okrog 1500 gluhih in 75,000 naglušnih oseb, ampak nekako kažejo številke, da ima okvaro sluha vsaj še enkrat toliko ljudi, ampak se nekako za rehabilitacijo sluha s slušnim aparatom ne odločijo. Zdaj, glede na to, kako bo z okvarami sluha v prihodnje, pa so zgovorni sigurno podatki, med njimi ta, da je le 7,5 minut dovolj, da si sedenjem ob zvočniku lahko trajno poškodujete sluh in si pravzaprav lahko potem predstavljate, koliko ljudi je pravzaprav ogroženih. Celo šolski hodniki so lahko razlog za trajno okvaro sluha, torej telovadnice, učilnice so izjemno hrupne. In tam ni ogrožen le sluh, ampak tudi glasilke, saj vlada tako imenovana kultura kričanja, ko otroci in nenazadnje učitelji tekmujejo za pozornost in ob tem proizvajajo nezanemarljive velikosti decibelov. Potem trenutno po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že sedaj 34 milijonov otrok po vsem svetu slušne težave. In kar 37% teh otrok ponavljajo vsaj en razred v šoli. In napovedi so izjemno šokantne, se naj bi kar 1,1 milijarde mladih starih od 12 do 35 let bilo v nevarnosti, da si zaradi hrupa v vsakdanjem življenju trajno poškodujejo sluh. Se pravi, omenjali ste že sami Svetovno zdravstveno organizacijo, onesnaženost s hrupom, tako tam pravijo, je izjemno visoka, takoj za onesnaževanjem zraka, čeprav se za onesnaženostjo s hrupom veliko manj ukvarjamo, kaj ne? Ja, pravzaprav se verjetno ugibam s tem problemom sooča veliko ljudi, ampak ukvarjajo se pa pravzaprav z njim samo tisti, ki so izjemno izpostavljeni, saj vemo, da hrup morda ni vedno vsak hrup tak, ki uniči sluh, ampak lahko pa krati spanec ali pa vpliva na razpoloženje. In to dobro vedo vsi tisti, ki živijo v neposredni bližini kakšne industrije, potem avtoceste, hitre ceste, železnice, pristanišča so zelo glasna ali pa letališča. Nedavno sem imela intervju s profesorico doktorico Metodo Dodič-Fikfak, predstojnico Inštituta za medicino dela, prometa in športa, in mi je dejala, da pravzaprav otroci, ki živijo v neposredni bližini letališč, pač ona je imela podatke iz takšne raziskave, imajo izjemno velike težave s koncentracijo.
oziroma hiperaktivnost se lahko pojavi. Ne? O hrupu in sluhu govorimo danes. Magistrica Tina Grošelj, urednica oddaje Prisluhnimo tišini, je moja sogovornica. Se pravi, kdaj naj vemo, da je preveč? Si lahko sami sebi postavimo, rekla bom, ogledalo sluha oziroma hrupa? Ja, mogoče bi jaz samo najprej rekla še to, da kar se tiče tega, da če ljudje živijo v neposredni bližini izvora hrupa, ne, kot sem že dejala, so to ceste ali industrija ali je to letališče, so definitivno rešitve v protihrupnih ograjah, ki so sicer izjemno drage, na to kot posameznik težko vplivaš, ampak že tako ena taka hitra rešitev je sigurno nakup troslojnih oken, ali pa v skrajnem primeru selitev na drugo lokacijo, ker te po mojem mnenju v nasprotnem primeru verjetno čaka veliko slabe volje in neprespanih noči, ko biješ boj z državo ali kakšno drugo proizvodno pošastjo, ker v realnosti pač hrup izjemno slabo vpliva na ljudi in se mi zdi, da je boljše se umakniti, kot pa pustimo, da pač ta vpliva pride do težav oziroma do resnih problemov. Tako. Ampak kako naj vemo, da je, bom rekla, vse skupaj preglasno? Prej ste omenjali vrtce, šole, tam je hrup previsok. Kot ste tudi v sporočilu za javnost na nek način napisali, dosega od 90 do 100 decibelov, za človeka pa je spremenljivih tistih 80 decibelov. Se pravi, kako se ogniti, bom rekla, tem pretiranim decibelom? Torej, dejstvo je, da noben pripomoček ne nadomesti zdravega sluha, zato je izjemno pomembno, da bi ljudje z njim ravnali skrbno in ga zaščitili. Posebej izpostavljeni so torej delavci, ki se pač temu ne morejo izogniti, ker vsak dan delajo v hrupnih okoljih, pa tudi potem ne nazadnje glasbeniki, motoristi, ne nazadnje mladi, ki, kot sem že dejala, z glasnim poslušanjem glasbe po slušalkah in udeležbo na glasnih koncertih in zabavah so izpostavljeni tveganju za okvaro sluha. Tudi radijci, ker imamo nenehno slušalke na ušesih. Tako da kar lahko človek vsak dan naredi, je sigurno to, da naprimer starši zmanjšajo izpostavljenost otrok glasni glasbi, da znižajo že zvok risank. Jaz dostikrat opazim pri druženjih, da je to izjemno na glas. Tako da pravzaprav otroci so že vzgajeni v tem, ker se pravzaprav starši sploh ne zavedajo, kako to slabo vpliva na sluh otrok. Ne samo, da so razdraženi, ampak pravzaprav vpliva tudi na sluh. Potem, da se v domačem okolju udejanja bolj tiho govorjenje, ne nazadnje tudi spoštljivo komuniciranje, da poskrbimo torej za mir, da ugasnemo naprave, ne da vse dneve in minute nekaj brenči in gori v ozadju. Potem, da uporabimo lahko tudi zaščitne čepke po meri, pač tam, kjer se hrupu enostavno ne moremo izogniti, ko gremo na glasno zabavo ali koncert, ker to so namreč čepki, ki delujejo tako, da spustijo skozi, če poenostavim, torej decibele, ki ne škodijo, torej omogočajo komunikacijo, medtem pa uničijo tiste decibele, ki bi pa sluh poškodovali. Ne? Če pa nimamo nič od tega na voljo in smo na eni glasni zabavi, pa lahko naredimo naprimer tako, da se res naprimer vsako uro umaknemo nekam na mirno in tiho in poskrbimo za to, da si sluh majčkeno odpočije. Definitivno pa poglejte, v službi, če delamo v hrupu, je pomembno, da uporabimo primerno zaščito in se torej obnašamo odgovorno. Veliko se srečujete s takimi, ki izgubijo sluh. To zna biti zelo hudo, zelo naporno. Pravzaprav so vam kakšna, če uporabim besedo, pričevanja še posebej ostala v spominu? Ja, mogoče bi izpostavila uvodoma kar zgodbo od Jana, ki je tonski tehnik in DJ. In njegovo zgodbo smo uporabili za komuniciranje ob kampanji, ki jo je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije lansirala ob 3. marcu, ko smo torej zabeležili Mednarodni dan ozaveščanja o skrbi za sluh. In Jan je pravzaprav pri svojih rosnih 20 letih utrpel tinnitus.
torej to neznosno zvonjenje v ušesih. Torej enkrat enostavno, ko je bil spet v svojem nočnem delu, je potem šel ven na zrak in doživel šok. Pravzaprav ni bilo več tiste tišine, ampak samo nenehno piskanje v glavi, ki ga spravlja v pamet. In če ljudje to poznajo, to ne vem, lahko gre v bistvu za celo paleto zvokov, ki jih res nihče izmed nas noče slišati, in pravzaprav je že nekaj minut ob sedenja ob zvočniku dovolj, da lahko pride do okvare. Jaz moram reči, da statistike kažejo, da 20-30% v populaciji ljudi se sooči z zvonjenjem, ampak to naprimer preneha ali pa ni stalno. Zaskrbljujoče pa je to, da 160,000 ljudi pri nas pa trpi za tinitusom. To pa pomeni, da jih izjemno prizadene v vsakdanjem življenju, torej so zaradi tega se slabo počutijo in dejansko pač ne morejo upravljati svojih vsakdanjih obveznosti. Ampak to govorimo o zvonjenju non-stop? Non-stop, 24 ur na dan, vsak dan, brez premora. In zato je pomembno, da morda, če je kdo izmed poslušalcev tak, ki res trpi za tinitusom, da ve, da obstaja znanstveno potrjena metoda, to je kognitivno-vedenjsko zdravljenje, ki pa žal ne pozdravi tinitusa, torej ni nobenega zdravila, rožice, mazila, ki bi to lahko odpravilo, zgolj torej to vedenjsko-kognitivno zdravljenje, ki pa pravzaprav prizadetega pripravi do tega, da ga fantomski zvok ne vznemirja, ampak da se z njim nauči preživeti, da se z njim nauči shajati. Ampak to se pojavi tako rekoč v trenutku, brez kakršnega koli opozorila, brez kakršne koli predhodne težave, ne vem, vnetja ušes ali česa podobnega. Poglejte, vzroki so lahko različni, tako da če je naprimer samo enostranski tinitus, je izjemno pomembno, da gre človek k zdravniku in da ugotovi vzrok. In tukaj potem jaz naredim piko, zato ker se mi zdi pomembno, da zdravniki naprej o tem govorijo, ampak definitivno je treba vedeti, da slabi vplivi zunanji, torej na naš sluh se seštevajo. Torej vse se začne že, ko je otrok v trebuščku pri mamici, in če je mamica izpostavljena hrupu, že to vpliva na plod. In potem, če vemo, da je otrok izpostavljen hrupu, potem še v vrtcu, v šoli, v domačem okolju, in potem, ko je najstništvo in odraščanje, glasni koncerti, zabave, morda še delo v eni industriji, in to so vsi učinki, ki se seštevajo. In rezultat je potem okvara sluha. Ne? Se pravi, omenjate glasne koncerte. Ne morem verjeti, da že nekaj več kot 7 minut ob zvočniku lahko okvari sluh. Mislim, temu smo bili priča malo, da ne vsi. Ja, pravzaprav je izjemno pomembno tudi to, vrtijo v tisti diskoteki izjemno visoke tone ali več basov. V glavnem, različno je. Mi, ko smo lansirali to našo kampanjo, seveda so se oglasili tudi moji znanci in prijatelji in vsak je rekel, pa se smo vsi hodili ven in veliko nas je hodilo ven v diskoteke in danes čisto dobro slišimo, tako da verjetno ne vem, ali smo imeli srečo ali bomo davek še plačali, ampak v realnosti pač je pomembno, da se o tej temi pogovarjamo, da se morda tega zavedamo, predvsem pa to, kar sva že vse omenjali, ne? Da morda v vsakodnevnem življenju poskrbimo za to, da mogoče kakšne decibele malo zmanjšamo, pa bomo lahko tudi na kakšnem koncertu še uživali, ne? Ker moramo tudi vedeti, da prijetna glasba, v kateri človek uživa, ne moramo je enačiti s hrupom v neki kovinski ali lesni industriji, ne? Torej, tudi tukaj je treba biti natančen. Mogoče bi samo še omenila, da med vzroke za naglušnost štejemo seveda tudi genetiko, potem so tukaj še razne poškodbe, potem okužbe, tumori, bolezni, tako da so tukaj seveda še drugi vzroki. Je pa pač žalosten podatek ta, da naglušnost velja v svetovnem merilu za najpogostejšo poklicno bolezen. In ko zvok enkrat izgine, to je pomembno dejstvo, se nikoli več ne vrne, kaj ne, Tina Grošelj? Ja,
nažalost je tako grozno, ampak poti nazaj ni. Tako da tukaj je eden od naših najbolj pomembnih ciljev vsega informiranja, ki ga izvajamo, in družbeno-zavaščevalne kampanje, da spodbudimo miselnost, da je preventiva definitivno boljša od kurative tudi v tem primeru, in poudarjamo tudi, da noben pripomoček namreč ne nadomesti zdravega sluha, in zato je izjemno pomembno, da z njim ravnamo skrbno. Definitivno pa so izjemno izpostavljeni torej glasnemu hrupu, torej najbolj neprijetnim zvokom ljudje, ki delajo v industriji, kjer se obdeluje železo, kovine, potem v vsej lesni industriji, pa verjetno bi našli še druge industrije, ki so izjemno hrupne. Ampak so čepke in slušalke dovolj dobra zaščita? Definitivno ja. Ena od, po mojem mnenju, izjemno dobra zaščita so tudi čepki, ker spustijo toliko zvoka čez, da omogočajo komunikacijo. Sicer pa v primeri, kjer se res dela v takih strojih, da sploh ni nobene potrebe po komunikaciji, definitivno tudi slušalke. In moram reči, da glede na to, kaj se nam trenutno dogaja, torej je izjemno pomembno, da čim več ljudi se zaveda, da naj sprejmejo sami odgovornost, da bodo zaščitili sluh, ne da čakajo na to, da jih bo delodajalec opomnil, ne da se gledajo na to, aj tukaj to sploh obvezno ali ne, ampak da se res zavedajo, kako pomembno čutilo je to, in če je to ukvarjeno, človeka izjemno prizadene v intelektualnem, socialnem in komunikacijskem smislu. In trenutno pač, če vemo, da je povprečna starost, recimo temu, torej največ ljudi, ki dobijo slušni aparat, so tam nekje od 55. leta naprej, in da če imamo zdaj, rečemo temu, bolj starostnike naglušne, glede na to, kako trenutno kažejo prognoze, bomo v prihodnje imeli 30-letnike naglušne, ne? In glede na to, da poklicna naglušnost sodi med najpogostejše poklicne bolezni povsod po svetu, in tudi pri nas pričakujemo, da bi bila na izjemno visokem mestu, ampak zakaj govorim bi bila? Zato, ker pri nas že 30 let poklicnih bolezni sploh ne odkrivamo. Kljub temu, da Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se za poklicno bolezen štejejo bolezni, ki jih povzroči, torej daljši neposredni vpliv delovnega procesa in delovnih razmer na delovnem mestu. Ampak pri nas enostavno pač še ni bil izdelan pravilnik, zadolženo zanj je Ministrstvo za zdravje, zakon SPIZ-2 jih temu torej obvezuje, ampak tega pravilnika do danes še nismo dočakali. In dejstvo je, da ker ne odkrivamo poklicne naglušnosti, tudi ne odkrivamo poklicne bolezni in proizvajamo pravzaprav poklicne bolnike. In to v bistvu v praksi pomeni, da človek, ki je zbolel za poklicno boleznijo, ne more uveljaviti nobenih pravic. A veste, in okolikor ni nobenih posledic, ne, potem tudi ni nobene prisile, ker če bi delodajalci plačevali neko odškodnino, bi bila, jaz verjamem, da veliko bolj striktna, ne samo kontrola, ampak uvajanje tudi drugih ukrepov, ne. Zelo ste kritični, magistrica Grošljeva. Kaj mislite, da je to samo še ena od anomalij ali zavestno dejanje? Ja, jaz mislim, da gre predvsem za, jaz iskreno mislim, da je problem večplasten. Dejstvo je, da podatki obstajajo. Jaz vem, da gredo ljudje na pregled torej sluha, ko začnejo neko delo, potem vemo, da imamo obvezne, kako rečemo, službene zdravniške preglede vsakih nekaj let in zelo jasno se tam vidi, da nekomu sluh peša. Ampak pravzaprav zato, ker nimamo te poklicne bolezni priznane, to samo pomeni, da so ljudje, ki ostanejo po 30 letih pač dela v nekem okolju naglušni, jaz pravim temu brezpravni, in to gre po moje za temeljno kršenje človekove pravice, ker edini način, da bodo karkoli stržili, je, da gredo na sodišče in da tam iztržijo odškodnino, ampak če boste vprašali sodišča, je to
izjemno redek primer. Kot prvo si delavci ne upajo v konflikt z delodajalcem, drugico pa načini izmikanja, da bi dokazali, da si to ti dobil na delovnem mestu tako prefinjeni, da pravzaprav tak človek ne doseže ničesar. Se pravi, kot vas razumem, je problem izjemno večplasten, več let se že poskuša pač ta seznam dobiti. Tukaj so seveda različni interesi, kot prvo največje vprašanje, a bo to zavarovalnica krila odškodnine ali bodo to podjetja, ker če bi na primer eno malo podjetje plačalo, 50,000 evrov odškodnine, lahko to pomeni tudi konec njegovega poslovanja. Tako da po drugi strani jaz mislim, da je najbolj učinkovito zavedanje vsakega posameznika, da sam zaščiti svoj sluh, da na vse zadnje pa tudi apel, da so delodajalci odgovorni, torej da se ne špara na zaščitnih sredstvih, ampak da se pač kolikor le da poskrbi za zaščito. Če vas prav razumem, če izgubimo sluh na delovnem mestu, nimamo nikakršnih pravic za kakršnokoli povračilo. Zgolj do slušnega aparata je človek upravičen. V marcu smo obeležili Mednarodni dan ozaveščanja skrbi za sluh, tema, ki smo jo danes postavili v ospredje z magistrico Tino Grošelj. 50% ljudi bi, kot sva prejle dejali, lahko s preventivo preprečilo okvaro ali izgubo sluha. Se pravi, vse je v naših rokah, kot sem vas razumela, če nimamo dovolj ali če nimamo v službi zaščitne opreme, jo moramo zahtevati, ta pa nam pripada, kaj ne? Ja, definitivno. Jaz mislim, da je marsikje zaščita tudi na voljo. Velikokrat, ko smo snemali oddajo Prisluhnimo tišini, smo videli, da imajo tudi take posebne zabojnike, ščepki. Tako da, jaz mislim, da se stvari premikajo. Sicer smo zadnjič spet snemali ene delavce, ko so delali na cesti, pa nismo se napovedali, mi smo pa vseeno bili s profesorjem iz strojne fakultete, ki je imel sabo merilno napravo in smo zmerili torej hrup, v katerem je delavec delal, seveda brez zaščite in je presegel 86 decibelov smo izmerili. In če si predstavljate, da ljudje delajo tako vsak dan, leta in leta, mislim, je izjemno pomembno, da potrkamo na vest in rečemo, zaščitite svoj sluh, zato ker ko enkrat pride do okvare, je samo še slušni aparat. O slušnem aparatu bova rekli še besedo ali dve. Povejte mi, a je smiselno preveriti sluh, oziroma kako pomembno je, da bi preverili naš sluh tudi izven teh obdobnih ali sistematskih pregledov, ki jih imamo zaposleni? Mislim, ne bom pa trdila, da to lahko preverijo v vsakem centru, kjer dobavljajo slušne aparate, sicer pa takšne meritve delajo samo specialisti, da lahko točno ocenijo, ali je okvara. Ampak veste, v realnosti človek, mislim, da vsak točno ve, da ima okvaro sluha. Ker če čisto na kratko povem, kot primer, naprimer okvaro sluha najhitreje zaznamo pri razumevanju tujih jezikov. Tukaj rabimo tisti najbolj fini sluh. Potem pri pogovorih, ko kakšne črke ne zaznamo več in zamenjamo pomen. Naprimer, te nekdo prosi, prinesi mi pips, ti pa razumiš čips. Potem kasneje so pogovori po telefonu vse bolj naporni. Posebej težko ljudje z okvaro sluha sodelujejo pri pogovorih v večji skupini ali hrupnem okolju, naprimer v kavarni. Ko je več različnih zvokov, kaj ne vseh strani. Potem televizija je vedno bolj na glas. Govorca na radiju ne razumejo. V gledališču se vsi smejijo, le oni ne. Počasi se začnejo umikati z družbe. Zdaj je to pravzaprav še bolj na udaru, ko imamo maske, slišimo na nek način še slabše, ker pač ne gledamo ljudi v usta. Drži? Definitivno se je verjetno vsakdo izmed nas že znašel v situaciji, ko enostavno ni razumel sogovornika, kaj je zamrmral pod masko.
in verjemite mi, da se morajo naglušni v tem času še bolj oborožiti s potrpežljivostjo, da pravzaprav lahko razumejo sogovornike, saj kot ste dejali, se leti večinoma zanašajo tudi na branje z ustnic, ne? Tako odgledujejo z ustnic. Tako da bila je sprejeta strani vlade, je bil tudi uradni odlog, da lahko pri komunikaciji z naglušnimi, ko zagotovimo razdaljo 2 metrov, torej lahko snamemo masko, zato ker sicer je njim kršena temeljna človekova pravica do komuniciranja. Prejle ste omenili slušni aparat. Je slušni aparat še vedno tabu tema? Pred leti smo imeli takšen občutek, morda danes vseeno manj. Jaz moram reči, da se mi zdi, da je še vedno tabu tema, da kolikor mi opažamo, torej, da ljudje kar 10 let odlašajo, preden se odločijo, da bodo svoj sluh ojačali. Žal moram reči, da očala danes so pravi modni hit, večja, ko so, bolj, ko je udaren okvir, ne, boljše je, medtem ko za aparate to ne velja. Pa je pravzaprav, so tudi slušni aparati vedno bolj modni, ohišja so lahko v živih barvah, na voljo so tudi vzorci, celo svarovski kamenčki obstajajo, ampak vendarle nismo prišli še do te miselnosti, ne, da bi aparat prav tako lahko bil naš konec koncev modni dodatek, no, če lahko rečem, da bi enako kot tretiramo očala. Pa veliko ljudi posega po slušnih aparatih, zgolj tisti v, bom rekla, višji starosti? Ja, številke pač kažejo, da bi lahko več ljudi prišlo po slušni aparat, zato mi v oddajah Prisluhnimo tišini izjemno veliko pozornosti posvečamo tem dragocenim izkušnjam novih uporabnikov, ki so se po več letih zanikanja odločili, da bodo le ojačali zvok, in ko tak človek reče, da ne more verjeti, da je toliko let odlašal, zamujal pogovore, okrnil odnose, zdaj pa je na primer do solz ganjen, ko svoje otroke sliši reči, rad te imam. V navdih je na primer lahko tudi zgodba naše sogovornice Sare, ki je potem, ko je najstnik vrgel petardo pod noge, ostala gluha na eno uho. In to so tiste realne zgodbe, ne, ker tudi ona danes uporablja slušne aparate in z njimi dobro funkcionira. Kot da bi radi preprečili torej čim več teh zgodb, ko so pa ne eni šli po slušni aparat, ampak je ostal nekje v predalu in ga ne uporabljajo, ker vemo, da na slušni aparat se je treba navaditi. Konec koncev je to na začetku verjetno za človeka nek tujek, treba se je navaditi na to, da je zdaj nameščen na ušesu, da so kar naenkrat ojačani zvoki, ki jih niso ljudje slišali, torej lahko tudi 10 let ne, in kar naenkrat se jim zdi, da je svet izjemno glasen, pa je enako, kot je bil prej, ko so imeli zdrav sluh. Potem se je treba navaditi poslušati z aparatom, treba je hoditi na nastavitve, torej sodelovati z zvočnim akustikom, ki delujejo pri dobaviteljih slušnih aparatov. Tako da to so na kratko ene take pomembne informacije. Zdi se mi pa ključno, da ljudje, če opazijo okvaro sluha, torej da gredo v poslušni aparat, ker izjemno sicer ta okvara sluha lahko pospeši nastanek demence in nenazadnje resnih duševnih obolenj. Verjetno vi, magistrica Tina Grošelj, še bolj skrbite za preventivo, glede na to, da ste vsakodnevno v stiku s takšnimi in drugačnimi zgodbami naglušnih in gluhih. Se pravi, nasvet za konec, ki bi nam ga podali, se glasi kako? Mislim, jaz dejansko, kot ste povedali, vse drži, je pa dejstvo, da je za mano tudi nora mladost, ki smo seveda hodili v diskoteke in se niti slučajno tega nismo zavedali, ampak danes v vsakdanjem življenju pa ja, poskrbim sigurno za tišino doma. Radio je bolj tih, televizija prav tako ne gori, kadar se dejansko ne usedemo in je gledamo, in spodbujam otroke k temu, da govorimo tiho, da se slišimo, da ne kričimo. Tako da sigurno se me je moja služba dotaknila, oziroma vse, kar sporočamo ljudem preko oddaje Prisluhnimo tišini in kar smo pravzaprav sporočali z našo zadnjo kampanjo o zaveščanju o pomenu zaščite sluha, udejanjam v vsakdanjem življenju. Pa glasno govorjenje nujno narekuje naglušnost?
Ja, karkoli bi odgovorila, bi ugibala, ampak morda. Hvala lepa za te besede, za pravzaprav znanje, ki ste nam ga posredovali v naši današnji oddaji. Torej, kultura kričanja, kultura glasnega govorjenja, za začetek kakšen decibel bolj potiho. Hvala še enkrat in lep pozdrav. Hvala tudi vam.